Vsi smo sposobni delati dobro, a sposobni smo tudi uničiti vse tisto, kar je Bog ustvaril. Današnje prvo berilo opisuje Božjo jezo zaradi človeške hudobije, kateri sledi vesoljni potop. Izhajajoč iz tega opisa je sveti oče med homilijo, ko je zjutraj maševal v kapeli doma svete Marte, opozoril, da je človek zmožen uničiti celo bratstvo. Iz tega pa se porodijo vojne in ločitve. Človek se zdi mogočnejši od Boga, je z obžalovanjem pripomnil papež Frančišek. Uniči lahko vse dobre stvari, ki jih je Bog naredil. Že v prvih poglavjih svetega pisma najdemo primere, od Sodome in Gomore do Babilonskega stolpa. To so primeri, v katerih je človek pokazal svojo podlost, zlo, ki je skrito v globini njegovega srca. To je resnica. Sposobni smo uničiti tudi bratstvo. Spomnimo se Kajna in Abela, katerih zgodba je opisana na prvih straneh svetega pisma. Uničeno je bratstvo. To je začetek vojn. Ljubosumje, zavist, veliko pohlepa po oblasti, po več oblasti. Da, to se zdi negativno, je priznal papež Frančišek, toda je realistično. Vzemite katerikoli časopis, levi, sredinski, desni, katerikoli. In videli boste, da več kot 90% novic govori o uničenju. Več kot 90%. In to vidimo vsak dan. Kaj se dogaja v srcu človeka? To vprašanje si je nadalje zastavil papež Frančišek. Jezus nas spominja, da vse hudobije izhajajo iz človekovega srca. Naše slabotno srce je namreč ranjeno. Vedno imamo v sebi neko željo po avtonomiji. Jaz bom naredil tisto, kar hočem. In če jaz nekaj hočem, bom to naredil. In če želim zato začeti vojno, bom to naredil. Toda zakaj smo takšni? Ker imamo to možnost uničevanja. To je problem. V vojnah, v trgovini z orožjem se obnašamo kot poslovneži. Smo poslovneži smrti. Obstajajo države, ki prodajajo orožje tistemu, ki je v vojni z nekom, kateremu prav tako prodajajo orožje, da se vojna lahko nadaljuje. Sposobnost uničevanja. To ni nekaj, kar bi bilo blizu nas, ampak je v nas, je nadaljeval papež.